Pozdravljeni, dobri ljudje. Z vami bi želela podeliti izkušnjo svoje zakonske, družinske in vdovske molitve. Ko sva se z bodočim možem Jakobom spoznala, nisem bila čisto prepričana, ali je on resnično tisti, ki mi ga je Bog namenil za življenjskega sopotnika. V ta namen sem veliko molila in tudi odprla svetopismo, in nekoč mi je pri preroku Miheju prišla misel: ohrani Jakobu svojo zvestobo. To mi je bilo med drugim tudi nekako potrditev, da je ta pot prava. Kmalu sva se poročila, začeli so prihajati otroci in prej najina zakonska molitev se je spremenila v družinsko. Vsak večer smo se zbrali pri molitvi, bilo nas je vedno več in ko nas je bilo največ, je bilo to število 8. Potem je čas, seveda, ki vedno hitro teče, hitro minil in otroci so začeli odhajati in takrat se je pa ta družinska molitev spremenila v toliko, da nismo molili več samo tisti, ki smo bili skupaj, ampak tudi za tiste, ki jih ni bilo več doma. Po 34 letih zakona je prišla bolezen in vedno bolj smo se začeli zavedati, da se približuje čas ločitve. Najtežje so bile noči, ko se človek nekako v tisti samoti, temoti, tišini zaveda, da njegov ljubljeni odhaja. Takrat sem ga izročala Materi Božji na Ptujski gori in jo nekako prosila, da ga ne vzame v kakšen prostorček pod svojim plaščem, kjer je gotovo prostor za vsakogar. In v tisti stiski hudi, kar v enem breznu skoraj, sem večkrat nekako začutila v duši eno pomirjujočo misel: ne boj se. In to me je držalo pokonci. Samo slovo, se pravi dejansko odhod mojega moža, je bil pa milosten, blagoslovljen. Skoraj vsi člani družine smo bili zbrani in tudi nekaj prijateljev okoli njegove bolniške postelje in se mirno poslovili. V 10 letih, ki so minila od moževe smrti, se nama je rodilo 21 vnukov in moja vdovska molitev vedno bolj postaja podobna litanijam vseh svetnikov. Ko se spominjam in nekako v mislih izročam Bogu enega, drugega, tretjega, vse po vrsti. In ta molitev postaja tudi vedno bolj zahvala in slavljenje za vse, kar mi je bilo dano. Bogu hvala za vse.